mislim, če pomisliš... Koliko pa so fursuiti? Odvisno na makerja. Okay. Ti si že enih trikrat vprašal, pa te ful zanima. Boljše, da se ne govorite. Jaz bi rekel, če bi iskal nek res pocen paršal, torej glava, šape, pa rep, ja, temu mi rečemo paršal, ne? Paršal 2 tace, glava, rep. Koliko bi rekel, da... Jurija 500, 2 Jurija za... Jurija 500 bi bila zelo nizka cena. Pismo. Ok, se pravi, lahko pride tudi tam do 4. To je tako res low bar, ja. Zdaj, če bi rekel, da bi hotel komišnat full suit, pa da bi iskal neko povprečno ceno 4-5... Lahko je to cena kakega avta. Zelo hitro, ja, to so drage stvari. Moraš zavarovati v kasko. Smo videli tudi že 5-mestne cifre. To greš dejansko tako na banko, I want a loan, tisto what for. Stanovanjski kredit. Mislim, da najdražji fursuit, ki sem jaz videl, da je bil prodan, je bil na enem auction, mislim, da je šel za $17,000. Si tudi bil za 24,000, kaj je bil Partial and Wolf. Partial je bil za 24,000. Če se ne motim, sem poslušal en podcast, kjer je bila, kako ne rečem, velik škandal, to, da je en fursuiter na dražbi prodal fursuit za več, če ni bil celo do milijona. Ampak ja, za 6-mestne cifre najmanj. In potem so drugi fursuiteri rekli, to je nekaj običajnega, kar vsi delamo in računamo 10-20 tisoč. In ta, ki ni bil v bistvu nič posebnega, je bil pa prodan za neke 6-mestne cifre. To je bilo seveda v Ameriki neka zaprta dražba, karkoli. To mora biti. That sounds like money laundering, ampak okej. To je malo čudno. Načeloma, da bi rekel neko normalno ceno za fursuit, bi rekel verjetno tam okoli 4-5 jurjev. Se pravi, ko vidiš kakšne ljudi, ki se vozijo v Lamborghini, Ferrari podobno in stopi ven, je dosti velika verjetnost, da je furry. Dejansko, mi temu rečemo suspiciously wealthy furry. Na vsakem konu se najde nekdo, ki sicer ne veš, kdo je izven suta, ampak veš, da se je propelal v Ferrari. Točno to, taki ljudi obstajajo. Mislim, fandom ima tako res ful različnih ljudi in zmeri najdeš take zanimive osebke.